Spoštovane gospe in gospodje, pozdravljeni opajke in opajci, cenjeni župan gospod Maurici Humar, cenjeni župan občine Doberdob in ostali županje sosednjih in čezmejnih občin, spoštovani vsi visoki gostje, nastopajoči in vsi tukaj zbrani od blizu in daleč. V veliko čast in veselje mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta, na tako pomembnem, tradicionalnem praznovanju 1. maja, praznika dela v Opatjem selu. Danes praznujemo vsi, skoraj ves svet, Slovenija, Opatje selo. Vse v spomin na krvave proteste leta 1886 v Chicagu, ko so delavci, organizirani v delavske organizacije, protestirali za 8-urni delovnik, za pravično plačilo in za človeka dostojno delo. Praznovanja delavskega praznika z značilnimi množičnimi zborovanji in kresovanji ter rdečimi nageljni so se ohranila vse do danes. Se je pa v vseh teh letih odnos do dela, delavcev in časa vrtoglavo spreminjal. Včasih na boljše, včasih na slabše. Sam se raje kot v preteklost oziram v prihodnost. Zato bom tudi današnji nagovor usmeril bolj vanjo. Delo je že vso zgodovino povezano z bistvom človeka in skupnosti, a dan danes pogosto kot nekaj samoumevnega, nevrednega nekega širšega družbenega diskurza v moderni družbi. Na kaj torej najprej pomislimo ob besedi delo? Služba, obveznost, garanje, izgorelost, varnost, upokojitev, priložnost, preživetje. In če ste med srečnimi izbranci, morda celo veselje, izpolnitev, smisel. Pogosto slišimo, da je danes delo razvrednoteno, ali da se ga dovolj ne ceni, beri plača, ali pa da se ne splača delati, se je ugodneje in po poteh socialnih pomoči, kot se izgarati na slabem delovnem mestu. Vsa takšna in podobna razmišljanja so legitimna. A vendar se moramo kot družba, ki stavi na razvojne potencijale, zelena delovna mesta z dodano vrednostjo in tehnološki napredek s poudarkom na digitalizaciji, resno in poglobljeno pogovoriti o tem, kaj je vredno našega sobivanja, kaj nas plemeniti in osmišljuje in kaj nam prinaša več sreče, izpolnitve ter zadovoljstva. Globalni problemi so tako zelo razsežni ter večplastni, da se pred njimi ne moremo skriti, še manj zapreti in izolirati v tej naši majhni Sloveniji. Vsak zakaj ima svoj zato, vsak vzrok svoje posledice in kar kot odločitev sprejmemo danes, bo imelo svoj vpliv na prihodnost. Zato je prav in na mestu, da v prazniku dela priznamo njegovo izjemno vrednost. Res je. Navkljub pravni varnosti, zaščiti dela, delavca in delovnega mesta, se še vedno srečujemo s krivicami, zlorabami in izkoriščanjem. Živimo v državi, ki je uspelo epidemijo premagati brez ostrih rezov v gospodarstvu. Imamo najnižjo brezposelnost v zgodovini in imamo gospodarstvo v boljši kondiciji, kot ga imajo druge, bolj razvite, večje evropske države. Eden od pomembnih razlogov je tudi ta, da smo Slovenci že od vekomaj znani kot priden, deloven in marljiv narod. Narod, ki ne tarna kar tako, ki zna stisniti zobe, da bi nam bilo enkrat boljše in lepše. Ironično pa je, da smo se kljub temu znašli v situaciji, ko se je med nami povečala revščina. Povečal pa se je tudi prepad med bogatimi in revnimi. Ljudje delajo več in dlje, se življenjski standard terja preveč. V ceni je zdravje ljudi, vse več je izgorelosti, ni več časa za družino, tempo pa se iz dneva v dan stopnjuje. Poznam veliko srečnih in aktivnih starostnikov, ki jim je dano, da delajo, kar jih osrečuje in jim da zdravje. A poznam tudi veliko nesrečnih in neaktivnih mladih, saj nimajo pogojev, da dobijo delo, ki jih osrečuje in da lahko z delom preživljajo sebe, kaj šele
svojo mlado družino. Ti družbeni paradoksi so odsev nekega stanja neodgovornosti, pomanjkanja vizije in strategije ključnih deležnikov v državi, ki po vrhu niso sposobni niti dostojnega medsebojnega komuniciranja. Zgledi vlečejo, pravi stara modrost, in ne dodam v eno in v drugo smer. Zato moramo še bolj spodbujati družbo aktivnih državljanov, podjetja z visoko družbeno odgovornostjo ter politiko z visokimi etičnimi standardi. V družbi, kjer se ceni mojstrstvo, kjer se ceni ustvarjalnost, kjer se ceni iznajdljivost, kjer se ceni marljivost, kjer se ceni znanje, v taki družbi bodo uspevali srečni in zadovoljni posamezniki. In k taki družbi težimo. Spoštovani, rad obiščem vaše prelepe kraje. Navdušen sem nad sposobnostjo in odločnostjo župana Mavricija Humarja, ki je v teh nekaj letih naredil velik zelen preboj v smeri razvoja lokalnih zgodb in tudi globalne prepoznavnosti. V vaši občini se veliko dela. Ne samo dela, tudi veliko naredi. Še posebej me veseli, da ste naklonjeni razvoju gospodarstva, obrtnikom in kmetom, da gradite dobre in uspešne lokalne zgodbe preko medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Rezultati dobro opravljenega dela so vidni tudi v Ljubljani in drugje po svetu. Še najbolj pa me radosti, da je v vaši sredini vse več mladih družin, ki prepoznavajo občino kot dobro in zdravo okolje za začetek svojih novih poti. Prepričan sem, da je delo, ko so enkrat vidni njegovi sadovi, poplačano s hvaležnostjo in z dobrim. Sej to nas žene v nov ciklus idej, načrtov, investicij, projektov, od katerih na koncu vsi nekaj pridobimo. Za lepši jutri. Naj si za zaključek sposodim misel francoskega pisatelja Gustava Flauberta, ki pravi: naposled je delo še najboljše sredstvo, da si polepšamo življenje. Gospe in gospodje, pravimo, da je delo vrednota. Še večja vrednota so pridne roke, bistre glave in zadovoljni ljudje. Živel 1. maj, praznik dela, preživite ga veselo, sproščeno in zabavno, to ste si zaslužili. Hvala.